O moj bog, drage dame in gospodje, z vami sem Kristjan Reček in dobrodošli v novi epizodi Zasliševalnice. Danes imamo enega posebnega gosta, ki je tak izklesan atlet, hokejist, kolesar, motivator, potapljač na dah, predvsem pa predstavnik zdravega načina življenja. Drage dame in gospodje, to je... Dobar dan, Gašper. Predanič! Daj mi povej najprej, kdo si, koliko si star in kje prihajaš? Sem Gašper, prihajam iz okolice Ljubljane, dejansko iz Vodic, star sem 37 let, zdaj grem počasi 38 leta, pa starost ni lepa. Kot mulc, kakšen poster si imel kje na steni? Koga? Od hokejistov. Pri hokeju sem bil golman, Ja. kar pomeni, da sem kar nekaj teh NHL igralcev golmana imel gor, ne spomnim se pa dejansko imena. Vprašanje za punce, kaj si po horoskopu? Po horoskopu sem zemeljsko znamenje, bik. Bikec, tak neukrotljivi, zelo dobro. Kaj je tvoj življenjski moto? Go. Včasih je bilo več, zdaj pa edino, ki je to dvigen rit, ker če nav sam dvigne, nav noben drug namesto tebe dvigne. Tako da ostam pa naredi zase nekaj, za družbo nekaj, postav se na noge, sledi ciljem, ki jih imaš, to je to. Zelo krepko. Kaj je že kaj tvoj hobi? Povej. Veš kaj je problem? Problem je to, da je moj hobi edino glavni hobi, ki ga imam povezan s športom. Tako da včasih težko najdem hobi, ki ni povezan s športom, večinski del hobija je bajkanje, plavanje, potapljanje. Veliko časa pa moram reči, da sem v naravi, da se pravi čim bolj stran od nekih telefonov, Instagramov, vsega tega, da sem čim več sam sabo, zato da se lahko spuca z energijo, pa daš malo več boljše energije naprej. Ko treniraš zase, treniraš z musko ali brez? Ko treniram zase, večinoma sem brez. Kako to? Jaz vidim velikrat na YouTube posnetkih kakšne besne modele, ki se hajpajo, pa imajo tam AirPods, slušalkice, pa sam šopajo po bitu. Kje ti najdeš ta tvoj bit? Zato, ker pri atletiki, ki sem jo treniral, tam gre ful za zaznavanje gibanja, občutkov v gibanju in imaš dobro pa slabo gibanje in če imaš musko na sebi, zelo hitro pozabiš, kako se dobro gibljaš. Ne? In tudi pri sebi, ko sem osredotočen na trening, nočem imeti ful nekih motečih dejavnikov, ki mi vzamejo ta občutek, a naj se bo za šprint, za tek, za kolo, za vse te stvari, ki jih pač sam pri sebi zagovarjam in ne maram muske zaradi tega. Ne. A imaš, Gape, kakšen skrit talent, ki folk ne ve zanj? A dobro poješ? Ne, pojem A dobro masiraš? Masiram, maser sem, dober, masiram, res dobro, moram reči, čeprav nimam izpita za masersa, zato tega ne oglašujem, ne delam, počnem, ampak znam pa dobro masirati, ja. Gape, šport je del tvojega življenja že od malih nog. Daj mi povej, kaj tebi šport pomeni, kaj je to kot vrednota? Mislim, enačil bi to, da šport mi daje to, da je enako življenje. V bistvu, zakaj znate pobrati, ko padaš, znate motivirati, znate v bistvu naučiti to, kdaj je treba dati malo več od sebe, kdaj malo manj. V bistvu te zna narediti neko zdravo, funkcionalno bitje, osebo, ki je pomembna za to, da se lahko kljubuješ vsem življenjskim preprekam, problemom, priložnosti, ki jih imaš pred sabo. To mi šport pomeni in dejansko skozi šport se učim samega sebe. Velikokrat sem bil že na tleh, to poznamo vsi. Ne maram pa dejansko motivatorji, ker so vsi nahajpani, vsi dajmo biti najboljše volje, pa biti umetno nastrojene, ne, pač ni, ne, življenje ni potica, ne, in šport, kaj je šport? Šport je dejansko ena sestavina te potice. Odlično povedano. Bil si zavarovalni agent, kakor jaz vem, vmes si prodajal energijske ploščice. Kako je zdaj nanesel na to, da si ratal osebni trener? Nikoli do zdaj nisem bil redno zaposlen. To je ena stvar, za katero sam pri sebi sem si obljubil, da nočem biti redno zaposlen. Zakaj? Ker si želim sam sebi omogočati tisto, kar sam želim. Od zavarovalništva, v katerega sem bil na nek način sam porinjen in moram reči, da me je ogromno stvari naučil. Poleg tega pa prodajanja športne prehrane, fitness opreme, energijskih ploščic. Pa ne bom rekel, da bi prav trenutek, ki bi prišel, zdaj pa bom osebni trener. Ne? Nočem se enačiti z osebnim trenerjem, zakaj ne? Zato, ker osebno trenerstvo je v tem današnjem času poplavajo, vsi so osebni trenerji, večina osebnih trenerjev po mojem videnju ni dobrih, predvsem zakaj ne, ker počnejo to zaradi denarja, jaz tega ne počnem zaradi denarja, počnem izključno zato, ker čutim, da je to tako prav, ker imam to v sebi, ker imam več kot 25 treningov za sabo in razumem malo šport. Ne? In tudi nisem rekel, da ne bil, ki bi postal osebni trener, ampak se sam odvil. Ne? In tudi samega sebe nočem imenovati osebni trener, ker je zelo izpiljen pojem. Sem pač coach oziroma Gašper, ki imam rad šport, vem, kva počnem, imam dobre rezultate, dobre reference, za tem stojim in vse informacije, znanje in vse, kar dajem ven, preskušam na sebi in to mislim, da tisto, kar marsikomu fali, se ne upa slediti sebi, nima jajc, pa je treba pač enkrat reči, če hočeš biti dober, moraš si odsekati čas, da tismo, kar je vredno in to je to, kar šteje. It's the 10 crack commandments, wow. Man can't tell me nothing about this coke.
Can't tell me nothing about this crack, this weed for my hustler niggas. Gape, ko jaz tebe spremljam na svojih socialnih omrežjih, pa na spletni strani imaš neke take motivacijske kvote gor. Kaj je namen za vsem tem? Vsi motivacijski kvoti so plod mojega načina razmišljanja. Velika večina nastane takrat, ko sem sam na kolesu, v naravi, kakorkoli, ko nisem v množici. In izhajam iz tega, da če pomislim 10 let nazaj, ko sem bil res v pizdi, ko sem imel svoje podjetje, nisem imel nobenih prihodkov, takrat sem si rekel, kaj bom zdaj sam s sabo. In spomnim se občutkov pa vseh slabih dni, ker enostavno se ne premikaš naprej. Vlagaš in te zajebejo folk, te dejansko ti obrnejo hrbet, ampak še vedno ostajaš sam. In potem si moraš še enkrat reči, ne. Zdaj, imaš opcijo, ali bom jamral, ali pa nam jamral. Se pravi, jaz sem izbral, da ne bom jamral, ker nočem, da jamram. Ne? Se pravi, sem vstal, sem pograbil priložnost in sem delal na sebi. In to je tisto, kar potem motivacijski kvoti daje naprej, ne da jih pripišem, pa tlega imaš, da se imaš lepše, ampak glavni cilj je to, tle sem, dajem neko kvaliteto, pa po drugi strani, če pomagam enemu posamezniku, da začel malo drugače razmišljati, se zaveda tega, da je vse od njega odvisen, je point motivacijskega kvota dosežen. Se pravi, samo ti si lahko svoje sreče kovač. Sam svoje sreče kovač, pa ne moreš biti kopija, ne original, ampak si lahko samo svoj original. Iz tukaj prihaja vse to. Ja, iz tega legeja pa je. Kdo je tvoja najboljša referenca, poleg mene pa Dragiča? Dobro vprašanje. Okay, zdaj, če rečem najprej pri tebi, ne, bom začel. Ne. Tisti, ki Kristjana ne poznate iz mladih let, ne, zdaj že malo večji, kakorkoli si še ni, ampak tudi to te čaka, sva rekla. S Kristjanom sem delal, moram reči, da zelo pridem fant, pomaga samo, kjerga leta 2014, če se ne motim? Ja, tako. Ja, si tudi takrat... Pa 2013 že pa 2013, res je, takrat si imel tudi najboljšo sezono, če se prav spomnim, tako da Kristjan je referenca, pa bolj v smislu tega, da če pogledam, kje je bil, pa kje je zdaj, se pravi, Kristjan sledi sebi, to je pomembno in se mu verjamem, da tudi bo ratal še naprej to, kar počne. Dragič je referenca, pa ne v tem, da bi se naslanjal na njegove rezultate, ampak predvsem zaradi tega, da sem tudi lahko delal z njim, ga tudi zelo cenim in spoštujem. Bi pa poudaril, da nobena referenca mi ne daje ful velike vrednosti, predvsem mi je največja referenca to, kar sem že prej povedal, da sem si upal slediti sebi, tistemu, kar šteje in to tisto, kar me dejansko pelje naprej, da ne porabljam časa brez veze, da sem se naučil iskati med boljšim in slabšim, da dejansko investiram čas vase, da si vzamem tudi čas takrat zase, ki je res pomembno, da se spočijem od vsega, kar pač enostavno energijo imaš v sebi in če nimaš energije, ne boš mogel dati naprej. In ta referenca, da se znam postaviti zase, mi je najbolj pomembno. Zakaj? Ker sem včasih rekel sem samo vsem ja, ne, ker pa vsi govorimo samo ja, pa vemo, koliko je, ne, hitro dobiš po pizdi, ne. Tako da ne, moš tudi reči ne, tle sem stojiš močno samozavestno in tudi dejansko tudi tisto, kar dela človeka močnega, samozavestnega, pa hkrati stabilnega na dolgi rok. To je to, na to sem ponosen. Smart model. Ok, Gape, jaz sem tako rekel, jaz sem se takrat zate odločil, da boš ti moj osebni trener zato, ker imaš tudi background v kolesarjenju, ne, ampak tvoja največja podlaga prihaja iz atletike. Kako se zdaj šport kot kolesarjenje in atletika povezujeta? Atletika mi je dala background osnove. In iz tega, zakaj, čeprav pri atletiki tečemo, point je tega dobrega gibanja. Se pravi, sestavljene kaj športnik rabi, da lahko dobro v bistvu napreduje. In ker veliko kolesaram, potem sem dejansko že prej povedal, da kolesaram več kot 20 let, se mi gre pa z roko v roko vse skupaj. Ne? In pri atletiki velikokrat sem že padel na kolesu, sem se kaj ne zlomil, ampak mi daje ta močno ogrodje, zavedanje dobrega padca, koordinacije, stabilizacije moči, ramenskega obroča in to je tisto, kar dejansko se mi zdi, poleg tega, da imaš soliden bajk, ne najboljši, si ti najboljši voznik na bajku in moraš vlagati vase. To je to. Finish up, blemish up, menace the sinister. It's him with the, them with the, Mike's next to Kim with the lyrical assassinate like toxic waste. Rocks as bass matches, I burn up in your face. Travel through eons, mentally they're spitting viciously, slapping up this red act.